Seveda najprej dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tako kot je gospod Jakopič rekel, delam na fakulteti, delam na področju kondicijske vadbe, zlasti razvoju vzdržljivosti, načrtovanje treninga in seveda tudi področje treninga mladih. Drugače pa prihajam iz revnega športa. Iz revnega športa, to je atletika, 40 let sem že tam trener in sem več kot, mislim, da 15 ali še več let delal kot nacionalni trener na Atletski zvezi Slovenije, tudi v tistem času, ko smo imeli svetovni rekord, ko smo naredili svetovni rekord, ko smo naredili olimpijsko medaljo, ko smo osvojili evropsko prvenstvo, več zlatih medalj na evropskem prvenstvu, o tekačih govorim. Torej, s temi ljudmi imam izkušnje, nimam pa izkušenj z vašega športa. Prav nobene, razen, halo? A se sliši? Se sliši, ja. Razen toliko v zadnjih letih pa sodelujem tudi na fakulteti za šport s katedro za nogomet, s dr. Pocerničem skupaj kakšne stvari naredim oziroma skupaj narediva in zdaj tudi z gospodom Matjažem skupaj naredimo skupaj z usmerjevalci, torej in malce glede teh izkušenj in glede teh stvari, ki jih počnem tam študenti, bom pa seveda ne o tem govoril, ampak kot tista minimalna izkušnja pa mi daje neko samozaupanje, da lahko stopim tudi pred tako številno množico in povem kaj o teh stvarih, ki pravim se pa tičejo vas, se mi zdi zelo močno. In tako kot je napisano, poskušal bom v bistvu odgovoriti na vprašanje, ali lahko z boljšo oziroma ali lahko in kako z boljšo vzdržljivostjo pride do boljšega rezultata. Poskušal bom razložiti osnovna izhodišča, kako pravzaprav formulirati, oblikovati vzdržljivostno vadbo nogometaša, predstaviti neke, seveda v eni uri se vsega tega ne bo dalo, tudi osnovno neko metodiko, torej te vzdržljivostne vadbe, kako jo vidim kot nekdo, ki se je ukvarjal morda z drugim športom, vendar v tistem športu, kjer je pa to ne rekel eksaktna, ampak dominantna, odločilna vsebina ali pa odločilni moment, ali nekdo, ne vem, v maratonu na 10 km ali na 1500 metrov steče rezultat ali ne. Tam je odvisno vse pravzaprav od te dejavnosti oziroma te sposobnosti. Tako da to je nek, bi rekel, smerokaz, neka vsebina tistega, kar bom poskušal povedati. Torej, zdaj vsi vemo, kaj nogomet je. Nogomet je za mene zelo neka kompleksna športna dejavnost, ki vključuje poleg teka vse te številne druge aktivnosti, takšne in drugačne z in brez žoge. In traja seveda 90 minut ali še več. In iz tega vidika, pa že iz vseh teh, da je to, vse to združuje, se mi zdi, ne da se mi zdi, ampak je gotovo vzdržljivost ena od tistih dejavnosti oziroma tistih elementov, ki je pomembna za uspeh v nogometu. Če je temu tako, in temu je tako, pričajo številni rezultati, številne lastne izkušnje, vaše in drugih, potem se je treba seveda vprašati, če se začnem spraševati, kakšna bo pa zdaj metodika, kako pa jaz narediti to vzdržljivost, da bo optimalna telesna priprava in seveda tudi uspešnost tekmovalca potem v igri dobra in učinkovita. Potem se moram jaz najprej vprašati, seveda, kaj se dogaja na tekmi. Tako kot se moram za tekača vprašati, ali teče 800 ali 1500 in moram poznati, kakšni so fiziološki, takšni, drugačni okoliščine, če tečem tako razdaljo ali pa tako. In seveda tudi v nogometu moram najprej poznati zelo natančno, kaj se pravzaprav dogaja v tekmi. Kakšna je tekma in kaj se dogaja v tej tekmi. Še preden se lotimo tega izhodišča in seveda potem razdelamo naprej to našo metodiko, bi seveda ne, da govorimo o definicijah
Vzdržljivost je odpornost proti utrujenosti, bi lahko tako na hitro rekli, to mi omogoča, da sem manj utrujen in lahko potem posledično tudi bolj učinkovit. Ampak vzdržljivost je v vsakem primeru dvokomponentna zadeva. Na eni strani je seveda to pomembno, koliko energije jaz ustvarim, kajti moje celice od možgan, mišic, notranjih organov, vse potrebujejo samo eno vrsto energije, to je adenozin trifosfat, ne bomo v biokemiji čist nič, in jo moram ustvariti. In imam različne sisteme v organizmu, ki ustvarjajo to energijo. Več, ko jo imam, bolj sem vitalen, bolj sem vzdržljiv, bolj sem navsezadnje za življenje, nekako, bi rekel, poskočen in tako naprej, in ravno tako je v igri. Tisti, ki ima večjo produkcijo energije, lahko z njo navsezadnje bolj razkošno, bolj, bi rekel, suvereno in bolj samozavestno funkcionira. Na drugi strani, in to je predstavlja ta fiziološki količino ustvarjene energije, ta, bi rekel, naše srce, in tle na tej strani vidimo, da pravzaprav od količine kisika, ki ga jaz spravim v organizem, predelam v energijo, je odvisna ta količina ustvarjene energije, čeprav ne samo od tega, bomo potem slišali. In v nogometu ne samo od tega. Na drugi strani je pa moja vzdržljivost odvisna vse od nečesa. Morda še celo bolj bistvenega, kot je ustvarjanje energije, od tega, kako jaz to energijo znam trošiti. To energijo, ki jo ustvaram, moram biti šparoven. Organizem da nič na puf, tako kot banka. Vse moram ustvariti in seveda, če sem pri trošenju neracionalen, bom jaz seveda na mest. 5 km lahko naredil samo 4 km, na mest toliko hitrega teka, bolj počasen tek. In seveda ta racionalnost meni predstavlja pravzaprav podvozje, moje podvozje, kako je sestavljen moj organizem oziroma kakšno ima moč, prožnost organizma, se pravi druge pravzaprav neke sposobnosti, ki mi zagotavljajo to, da bom jaz čim bolj racionalno, da bo tale trebuh, tele krivulje čim manjši, da bom lahko čim več energije, ki sem jo ustvaril, pravzaprav tudi porabil za gibanje. Postati moram pravzaprav kenguru. Perpetuum mobile, ki hitrej kot tečem, manj pravzaprav kemične energije ali pa kemična energija mi ostaja, ki jo ustvarjam na istem nivoju. Poraba ne raste. Če sem pa jaz medved, če sem jaz neracionalen v gibanju, kolikor hitrej tečem, več energije porabljam in jasno prej mi jo zmanjka. Vsa filozofija je v tem smislu zelo preprosta. Torej, to je vzdržljivost in z tega vidika pomeni, da vzdržljivost ne more biti samo nek počasen tek, da to ni neka enovita sposobnost, ampak je seveda, boste videli, večkomponentna zadeva, ki omogoča seveda na različnih nivojih različno učinkovitost. Torej, vprašanje, ali bi lahko zboljšal vzdržljivost, bila lahko tudi, oziroma kako le zboljšal vzdržljivost prispevam k tekmovalni uspešnosti, se pravi boljši igri, učinkovitejši igri, boljšemu rezultatu. Ta slika to prikazuje. Sicer je gor napisano brez treninga v študiji, ki so imeli nogometaše brez posebnega dodatnega treninga vzdržljivosti, so na testiranju imeli takšno laktatno krivuljo, mi temu rečemo, in pri nekem pragu, recimo je taka hitrost, pri maksimalni zmogljivosti je bila takšna hitrost, po treningu, po neki seansi treninga nekega obdobja, se je ta krivulja premaknila v desno. In vidite, pri isti stopni napora, to, kar jaz čutim v organizmu, jaz lahko namesto 3 km na uro na sekundo tečem 4 sekunde na minuto, 4 metre na sekundo. Se pravi, pri večji hitrosti upravljam večje delo, ampak moj občutek napora je pa isti. To pomeni, sem bistveno boljši, ali bom tekel lahko pri večji hitrosti, ali pa bom dalj časa to stopno vzdrževal. In zaradi tega je na desni strani jasno napisan. Boljša vzdržljivost pomeni manjša utrujenost. Lahko tečem hitrej, delam nekaj bolj intenzivno ali dlje časa. To pa pomeni v igri, da jaz lahko temu prilagodim seveda tehnično-taktične elemente, ki bodo na neki drugačni osnovi, kot bi bili sicer. To pa na koncu pomeni, da morda tudi zaradi tega lahko zmagam, ki bi sicer morda izgubil. Nič posebnega. Zakaj še to, torej drug razlog, zakaj vzdržljivost?
In rekel sem, če hočem govoriti o treningu vzdržljivosti, moram poznati, kaj se dogaja na tekmi. Na tekmi se dogaja tole. Ljudje pritečejo tokle v Bundesligi, v prvi ligi, tokle različne hitrosti, v takšnih procentih, tok časa, tok dolžine. Mirujejo tok, največja hitrost je tok, pretečena razdalja. Parametri, ki jih itak poznate. Natančno. Lahko bi brazilske gor dal, lahko bi nemške gor dal, lahko bi dal kjerekoli, lahko bi celo slovenske gor dal. Te bomo malo kasneje. In da je seveda tudi to poznate, kaj vse ljudje oziroma nogometaši na terenu delajo. Tok tega, to, kar sem že prej rekel, ogromno enih stvari. Jasno, da ni samo tek, ampak se druge. Ampak o tem ne bi. To je samo kot izhodišče. In vemo še nekaj, zakaj je pomembna in z tega vidika pomembna vzdržljivost. Ljudje postajamo utrujeni, manj kot imamo energije, prej postanem utrujen, nogometaš ravno tako. In vidite, da je drugi polčas, še posebej zadnja polovica igre, bistveno manj aktivna, bistveno manj skupne količine gibanja, še posebej pa upad visokointenzivnih aktivnosti, se pravi šprintov, daljših šprintov. Z tega vidika seveda taktična struktura igre verjetno mora do določene mere temu biti prilagojena, oziroma to je dejstvo, ki ga potem igralci pač realizirajo tiste vaše zamisli na takšen in drugačen način, ampak bistveno v smislu utrujenosti na bistveno nižjem nivoju. In če se zdaj še, če smo ugotovili, da neka pomembna zadeva, da je vzdržljivost je pomembna zadeva, potem moram tudi vedeti pravzaprav, kako to vzdržljivost zmeriti. In mi kažejo razlike med tistimi, ki so uspešni in tistimi manj uspešnimi, manj vrhunskimi nogometaši so očitne razlike. Očitne v vzdržljivosti, očitne razlike. Tle so napisane. To pomeni, da seveda morda tudi zaradi te manjše vzdržljivosti in nogometaš je njegova ekipa manj uspešna. Danska liga, ne vsa, nekatera moštva so bila izbrana, poraba kisika, ki je temeljen parameter vzdržljivostne sposobnosti, meri se v mililitrih porabe kisika na kilogram telesne teže v minuti. Vidite, da gre od 57, 50 sem celo izpustil, so golmani, od 57 do 75 mililitrov. V slovenski ligi 52 mililitrov. Da pa igra poteka na istem nivoju na Danskem, Angliji, Nemčiji ali v Sloveniji, se pravi na anaerobnem pragu. Večina napora je na anaerobnem pragu. Samo ta, ki dela na anaerobnem pragu, pri 20% nižji porabi kisika, bo za približno 20% na vse zadnje manj učinkovit v gibanju. Ni nujno, da v nogometni igri, ampak v samem gibanju. In to je dejstvo. Torej, to je naše izhodišče. Poznamo zahteve nogometne igre. Nogometna igra je tole, iz fiziološkega vidika. Nihanje srčnega utripa, vidite, povprečna vrednost v prvem polčasu višja, v drugem nekoliko nižja, nihanje težišča praktično do maksimalnega srčnega utripa, se pravi, da so fiziološko maksimalni napori, igralci izpostavljeni maksimalnemu naporu. Seveda pa, če je šprintam, jaz ne morem šprintati 90 minut. Rabim odmor, če šprintam, rabim odmor. Odmor je jasen, normalen, logičen, sestaven del nogometne igre. Samo razlika pa v tem, kar ste videli že na prejšnjih slajdih, ali počivam 60% igre, ali jih počivam sam 25% igre. To pa je bistvena razlika. In na drugi strani ta graf kaže, kje poteka nogometna igra, pri kakšnem naporu. Pri teh danskih nogometaših
pri 45 do 52, prvi polčas na 52, to, ko imajo slovenski nogometaši, maksimalni aerobno učinkovitost, ne? Oni funkcionirajo 90 minut na tem nivoju. Ne podcenjujem. Bi mogel v začetku reči, čestitam za nogometne uspehe slovenskega športa nasploh. Morda iz tega vidika potenciram, zaradi tega, da bi začutili, da je to neka pomembna stvar. Nam rekel tako kot doping. To je manj pomembna stvar kot doping, ker ta ne kvari zdravja, doping pa ga. Ampak kljub vsemu se zavzemam za to, da bi bili bolj učinkoviti. Torej, to je okrog 90% moje maksimalne zmogljivosti. Nekje od 85 do 90, morda še kakšen procent. Tlej nogometna igra. Tekma. Jasno pa, da moja nogometna tekma predstavlja intervalni trening. Gor, dol, kar naprej. Kar pa seveda pomeni, da mora biti seveda tudi trening takšen. Če še drug fiziološki parameter, kakšne so produkti anaerobnega metabolizma, kajti če je intenzivnost visoka, potem se to kaže v stranskih produktih, kot je mlečna kislina ali laktat ali kakorkoli rečemo, ali ureja, se pravi produkt nekega metabolizma, ki je nenavaden, ki ima posledico težke noge, bolečine v nogah in tako naprej. Ne? Vidite, da je seveda v prvem polčasu večji, da pa v drugem pade in da je seveda odvisno to predvsem od kakovosti nogometaša. Morda je še en podatek zanimiv za izhodišče. Kaj nogometna tekma predstavlja? Morda bolj kot za trenerje, za nutriciste oziroma tiste, ki se ukvarjajo s prehrano nogometašev v ekipi. Energijska poraba je več kot ali je pa približno 2/3 maratonske preizkušnje. Blazno velik. Jaz sem bil presenečen, ko sem tele številke ugotovil. Ne? Predvsem pa bojo vedeli tisti, ki se ukvarjajo s prehrano, kaj pravzaprav pomeni 200 gramov porabe glikogena, kaj pomeni sicer poraba glukoze in maščob, ampak zlasti tista poraba glikogena je pomembna. Kajti, če jaz glikogen porabim, ne morem naslednji dan intenzivno trenirati in je to en bistven element za načrtovanje vadbe. Kako mi je s vadbo načrtoval, da nam kar naprej prazna vreča. Tekma izčrpa 200 gramov glikogena, je pravzaprav polovica celotnega glikogena v organizmu. Brez glikogena naš organizem ne more funkcionirati na višjih obratih. In ga je treba napolniti, če hočemo, da funkcioniramo. Še na nižjih nam ne da funkcionirati zelo učinkovito, če so te zaloge prazne. Ampak dejstvo je, in to samo potrjuje, na kakšno visokem nivoju pravzaprav nogometna tekma je. Ker je dominanten vir glikogen. To je pravzaprav, če bi v neki kontinuirani obremenitvi, nekem športu, kjer je hitrost skozi ista oziroma pada, kot so plavanje, tek, kolesarjenje in tako naprej, se pravi z takih, kot sam prihajam, so to pravzaprav obremenitve, ki kažejo na približno na tek na 10 km, na plavanje na tam 1500 metrov, se pravi neko dolžinsko plavanje in tako naprej. Kronometer na kolesarjenje in tako naprej. Zelo podobne strukture. No in zdaj, če se pa začnemo pogovarjati o treningu, o metodiki, potem je seveda prvo, kar je pomembno spoznanje ali pa dejstvo to, da seveda vzdržljivost vedno treniramo. Trokomponentno. Tam, kjer je, kot sem zdaj govoril, kolesarjenje, tek, se pravi neka obremenitev, ki je ves čas enaka v tekmi. Moram jaz trenirati tisto hitrost, ki jo imam na tekmi, moram trenirati vzdržljivost na hitrosti, ki je nižja intenzivnosti od moje tekme in tudi na tisti, ki je višja. Pri nogometu je pa to že samo po sebi umevno. Desna slika, nihanje srčnega utripa kaže na fiziološke spremembe, ki so tam pa niso skozi enake,
ampak nihajo okrog neke vsebine, neke intenzivnosti, v tem primeru 170 je bil povprečen puls, kot smo že prej videli v prvem polčasu, in vidite, da pravzaprav je podobno, kot so tle različne vsebine, nadobremenitev, podobremenitev, specialna obremenitev, tiste, na kateri je gro ali največji delež obremenitve, in ravno tako bi tle lahko razdelili neke obremenitve pa posamezne cone. Torej, vzdržljivost v nogometu ni enovrstna vzdržljivost, nekaj ali počas teč ali sam hiter teč, ampak mora imeti nogometaš več prestav. Tako kot jih mora imeti tekač. Nogometaš morda še iz tega vidika bolj in je še bolj kompleksen trening. Tudi z vidika vzdržljivosti. Torej mora imeti prestave rumeno, zeleno, rdečo in potem še vijoličasto, kjer vijoličast na koncu res rata. Ker tudi na tekmi včasih ratuje vijoličast. Ne? Če to pokažemo na nek drugačen način, so to te predalčki, te barve, ki so prej od zelene do vijoličaste, od nizke obremenitve, ki jim rečemo aerobna ali aerobna vzdržljivost, do neke mešane srednje, oziroma tudi že visoke aerobno-anaerobne obremenitve, do visoke laktatne anaerobne obremenitve, ki predstavlja za organizem trpljenje, bruhanje, težava pri tistih športnikih, ki to morajo delati in tudi na tekmi to delajo, vidite, skrb padajo in tako naprej na koncu. In seveda neka vzdržljivost v šprintih. To je pa pri nogometašu pomembno. Šprint, spet šprint, da sem vzdržljiv v tem. Ne, da prvi šprint naredim res hitro, potem pa vsakega na koncu pa še pospešati ne morem več. Torej, kje je zdaj nogomet na tej krivulji, ker predstavlja neko fiziološko laktatno obremenitev, se pravi, kako se laktat povečuje, zaradi tega, vidite, o anaerobnem pragu smo prej govorili. Anaerobni prah je tista točka, kjer je akumulacija laktata postaja večja od porabe, se pravi, produkcija in odprava laktata v organizmu ni več v ravnovesju. Takrat začne nam eksponentno težko ratovati. Nogometna tekma, središče nogometne tekme je prav tle. Gro časa je tukaj, seveda potem z odstopanjem gor in dol. Torej je nogometna igra pravzaprav cel tale val. Nogometaš se srečuje z obremenitvami, ki predstavljajo povsem različne cone v biokemijskem, fiziološkem pogledu. In če hočem jaz biti učinkovit, moram vse te cone vaditi. Kajti z neko vadbo tukaj, jaz ne morem natrenirati tega. Če vadim tole, mi bo tle crknil. Vsaka cona, vsak področje treninga ima svoje biološke učinke, ki niso prenosljivi. Morda so prenosljivi od tle v sem, ne pa za 2 ali 3 cone, bi rekel, za 3 predalčke naprej. In zaradi tega moram jaz vedeti, kaj pravzaprav želim. In zaradi tega seveda je načrtovanje treninga, da vem, kdaj bom kaj delal, da bom prišel na tekmo najbolj pripravljen. To je osnovna filozofija treninga vzdržljivosti. Zdaj pa morda malce bolj podrobno. Tole sliko sem malce tako, za provokacijo gor dal. Vidite, da mi z parametri, tudi če je hitrost nekega gibanja, teka, v nogometu teka, ista, če jaz organiziram vadbo, kjer spreminjam odmor in kjer spreminjam dolžino tega intervala, jaz dobim čisto različne fiziološke odzive. Torej, samo z spremembo odmora in spremembo ne intenzivnosti, ampak dolžine tega intervala, jaz potujem po teh conah napora. Če jaz delam nekaj
zelo kratko, tudi lahko intenzivno in tudi, če je odmor kratek, če je zelo kratka obremenitev, vidite, da pravzaprav laktata teh stranskih produktov v organizmu ne bo in sem jaz v nekem stabilnem stanju, povsem lahko stabilnem stanju, ki lahko neko vadbo upravljam dlje časa. Kakor podaljšujem neko aktivnost pri veliki zahtevnosti, pa se podaljšuje in se premikam, če je to bila cona zelena, je to tole nogometna igra, recimo, srednja, na anaerobnem pragu, in če samo s podaljšanjem obremenitve pridem lahko v vijoličasto cono. Se pravi, sam s tem jaz spreminjam. Povsem biološko, dosežem povsem različno biološki učinek vadbe. O teh bioloških učinkih nam veliko govoril, ampak bom zdaj, ko bom predstavljal pravzaprav, kakšne so značilnosti te cone in kaj je in kaj ni pri tem, edin pogledati moram na uro, malo me spomnite, če bom jaz mečkam predolg. Pa sej ne bom, zdaj sem v dobrem tempu. No, ampak o biološkem učinku že sam to. Glejte, ta trening ima takšno energijsko strukturo, ki že sam po sliki vidite, da je povsem drugačna od tistega zgoraj, ki ima takšno strukturo. Tisto, kar sem že malo prej govoril, ne? Se pravi, ta je praktično v celoti aerobna. Delno se pokrije s kisikom, ki ga jaz vdihnem, delno pa s tistim kisikom, ki ga imam že v mišici, ki je vezan na mioglobin. Medtem ko pa, če delam daljše razdalje, intenzivne, se pa kaj spremeni, aerobika še zmeraj ostane, tudi ta, jasno, da je delež na mioglobin vezanega kisika je pravzaprav isti kot tam, ampak ta je vedno, ker obremenitev traja dalj časa, oziroma potrebujemo več energije, je delež procentualno toliko manjši. In tam gor imamo še O2 deficit, se pravi kisikov deficit, torej energijo, ki prihaja iz anaerobike. Se pravi, ta trening bi bil za anaerobne sposobnosti, ta zek idealen za aerobiko. Za tisto mojo, pravzaprav morda celo osnovno, na kateri je gro moje tekme ali povprečje moje tekme na anaerobnem pragu, stabilnem stanju v organizmu. Nič se fiziologija ne ruši, lahko delam dalj časa in tako naprej. Bomo še kakšno rekli. Torej, kako jaz vidim trening vzdržljivosti v nogometu? Takole, 3 vsebine bi med sabo spreminjal. Torej, atletska oblika, kar pomeni tekaško na stezi, v gozdu, pač kjerkoli. Potem nogometno, torej zgibanji, ki sestavljajo nogometno igro. To so pospeški, to so skoki, to so padci, to so reševanja, so različne aktivnosti, ki so med sabo povezane, seveda lahko z nekim počasnim tekom, tako kot je nogometna igra. Segmente nogometne igre brez žoge. Navsezadnje od 95 do 98% na nogometni tekmi je igralec brez žoge. Takšen obseg opravi brez žoge, samo 2 do maksimalno 5% ima igralec žogo na tekmi. In zaradi tega je seveda neka aktivnost tudi, tako kot je tle slika, to bom še potem pokazal, to smo delali študenti. Poligoni, različni poligoni, lahko so v zaprtem prostoru, lahko so na nogometnem igrišču, pač kjerkoli, sestavljeni iz vsebin, ki predstavljajo nogometno igro, gibanja v nogometni igri. Ne atletika, tek. Nogometaš nikoli ne teče, praktično ne prekinjajo gor in dol 90 minut, nikoli. In z tega vidika tudi ta trening prvi je samo pogojni, je morda celo bolj za mlade nogometaše, ne za odrasle profesionalne nogometaše, te naj to delajo, takrat, ko so na dopustu. Ko pa pridejo na priprave v ekipo, pa ni več časa za to. In seveda nogometna vzdržljivost po nogometno žogo. Mi žogo v elementih nogometne igre, tehnično-taktičnih elementih, lahko dosežemo
iste fiziološke učinke kot brez žoge, kot na atletski stezi. Povsem iste. Samo načrtovati jih moram tako, malo meriti, o tem bom zdaj še kaj povedal. Torej, kako pravzaprav tisti trening, te nižje, celo nižje od tistega, na katerem je moje povprečje, kjer moram razviti te aerobne učinkovitosti. Aerobna učinkovitost pomeni v organizmu, da delujem predvsem, bom najprej morda tole, da vplivam na mišice. Jaz moram mišice pripraviti, da lahko z lahkoto teku, da imel lahke noge. Verjetno vam tudi govorijo, zlasti če imate, ko imate tekme, celo 2 ali celo 3 lahko v enem tednu, da če ni regeneracije, pa tudi če je težji trening, imajo nogometaši, sigurno, tako kot vsak športnik, bo rekel težke noge, kam manj nagret. Ko pride z njega, bi rekel, neaktivnosti, po nekem morda dopustu, so tudi težke noge. Kaj pravzaprav aeroben trening, na kaj vpliva? Vpliva na moje mišice, povečuje oksidativno ali, bi rekel, to aerobno funkcijo mišice predvsem. Ne tok srca, ožilja in tega, ampak tole, mišice. To pomeni kapilarizacijo, pomeni učinkovito vključevanje tistih mišičnih skupin, ki so za to intenzivnost pomembne in potrebne. In pripomore k tem, da razvijam te mišične skupine oziroma te dele mišic na nek višji nivo. To pomeni aeroben trening. In ga jaz ne morem z intenzivno vadbo narediti. Če boste mislili, hitrejš bo pa še boljš, bo pa še bolj držal. Eno figo. Ne bo. Vi morate pri tej intenzivnosti, ki te učinke daje, to delati, če hočete te učinke imeti. Samo te učinki so osnova. Morda celo na nizki intenzivnosti. Kajti tekmovalec se morda zaradi tega še enkrat hitreje spočuje, ko naredi en interval, nek šprint 20 metrov, en more počivati 3 minute, da lahko spet, en se bo regeneriral bistveno prej. Po 10 šprintih se bo regeneriral tisti, ki ima večjo to splošno aerobno učinkovitost bistveno hitreje. In tudi trening bo lahko naredil bistveno bolj kvaliteten v celoti. Aerobika je podlaga za vse športe. Tudi če so eksplozivni. In nogomet je eksploziven šport. Zaradi tega, ker daje te osnove in za regeneracijo in seveda te osnove za, kljub vsemu je nogomet, smo rekli, 90 minut trajajoča aktivnost. In da nav treba 60-75% umirovati, pa počivati, mi lahko to zmanjšamo, če dvignemo aerobiko. In zaradi tega iz tega vidika pomemben. Še tista, še nižja intenzivnost, ko mislimo, sej to pa ne more nič koristiti, so pa regeneracijske aktivnosti. Ja, tele. Po naporu moram jaz spočiti, psihično in seveda tudi fizično. Sem kisel, imam metabolite, imam urajo, skratka, zakisen sem in moram splakniti organizem. In aktiven odmor je velikrat boljši od pasivnega. V tem smislu pride lahko seveda tudi ta nižje, še nižje intenzivna vadba, ki misliš, morda je celo hoja. Ne? Če zdaj govorimo, vidite, nižja 60 do 75%. Ne? Če smo majčkeno zapuščeni, ker seveda vaši nogometaši niso, ne? Potem sam, da puls meter gor daš, imaš 75%. Za nas, bi rekel, običajne ljudi, ne? Razen če nisem fejs treniran, je ta prah 75%, ki je nekje, bom rekel, ta prvi aerobni prah, pravzaprav že tako nizka intenzivnost, da se mora matrati, da nam presegu. Ne? Ampak ta osnovna, kot sem rekel, aerobika, pa poteka nekje do 85% maksimalnega frekvence srca. Procent napora je neka obremenitev, puls pri neki aktivnosti deljeno z maksimumom. To je ta procent napora. Ne? In seveda, to so lahko različne oblike. Lahko so neke žogo, neke zelo
pravzaprav morajo biti pa kontinuirane. Bistveno je, da je stvar kontinuirana, relativno dolgotrajna, ne more to trajati samo 10 minut, tle moramo povečati dolžino trajanja, vsaj 30 minut in naprej. Jasno je to, da seveda iz tega vidika je že povsem jasno, kdaj bi ta vsebina tudi bila v večjem obsegu vključena v vadbo, na začetku vadbenega procesov, na začetku priprav in tako naprej. Potem kasneje to samo še vzdržujemo. Lahko je pa seveda tudi z neko žogo pač različne te dejavnosti. Važno je, da izhajam iz kakšen napor mora biti. Pa se pa že zmislim, jasno, skupaj trener, glavni trener in kondicijski trener, kako bosta to naredila. Tle mora biti dogovor, ker drugače težko, lahko celo tehnične elemente do določene mere v tem smislu izpopolnjuješ in tako naprej. Za tega prav morata biti dva. In tudi tisti kondicijski trener, ki je kondicijski trener, je zelo velika prednost, če šport pozna, tehniko in taktiko. Zaradi tega, ker lahko potem lažje tudi to vsebino pravzaprav načrtuje. To je naslednja ta cona. Tam, kjer smo rekli, puls je bil 170, anaerobni prah, tukaj je gro nogometne igre, poprečna obremenitev nogometaša med tekmo. Torej je to neka vrsta, bi rekel temu, specialna vzdržljivost nogometaša. Se pravi, na intenzivnosti nekje okrog 90% maksimalnega napora, ki ga jaz zmorem. Na 90%. Če je bila tista aerobna, prejšnja cona, pogovorna obremenitev, kjer se jaz lahko pogovarjam in je celo fajn, da hitreje mine in tako naprej, kot začetnika uvajajo v tekmu, moraš prijetno vsebino dati, da mu mine, ne pa nekaj, kar ga bo matran. In seveda tudi nogometaši verjamem, da niso zelo, čeprav mislim, da z neko vzgojo že od mladih lok, to ni nič strašnega in tako naprej, čeprav vem, da imajo mladi nek lahko odpor do nekih vzdržljivostnih aktivnosti, predvsem z tega vidika, ker so bili vedno futrani z neko maksimalno obremenitev, kjer pa je napor. Niso pa navajeni, mladi tudi v šoli ne, nekega normalnega pogovornega teka, kjer bi lahko pravzaprav užival v neki aktivnosti. In če sem rekel prej za nižjo, prejšnjo raven napora, ki ga moramo mi realizirati v treningu, in to pogovorno obremenitev, ta ni več pogovorna. Ta niti ni maksimalno zahtevna, ampak je toliko zahtevna, da pa zahteva, pravzaprav, če bi zelo subjektivno gledal na to, neko lastno vzpodbudo. Pa dej, sej gre, sej bo. V tem smislu to niso maksimalne obremenitve, ampak niso pa tudi ne več povsem easy. Na 90% svojega napora ni easy ravnati. Dejstvo pa je, bolj kot to, jasno, da moram vedeti, kakšen napor, kakšno metodo bom jaz izbral. Tle imam več možnosti. To so bolj atletske definicije. Fartlek pa neprekinjena pa intervalna. Dejstvo je, da je nogomet intervalna obremenitev in je iz tega vidika na intervalen način ta trening narediti najboljši, ker je najbližje nogometni igri. Narečem, da kdaj v začetnem obdobju pri mladih nogometaših ni smiselna tudi fartlek, da jih to naučimo. Tudi fartlek v gozdu, žogo na vse zadnje in tako naprej, ker to lahko delamo žogo ali brez. Važno je, da zasledujemo stopnjo napora in dolžino, ki je potrebna za te biološke adaptacije. To je bistvo. Za zrele je pa gotovo najboljša intervalna. Tle imamo različne možnosti, ampak fiziološki nivo moramo. Če smo tisto sliko, ki sem rekel gor, da jo bom dal za izziv, za provokacijo, bi seveda tukaj bil ta spodnji ali srednji graf, ko ni zakisenosti oziroma zakisenost pride samo do določene ravni, kjer še vedno mi ohranjamo stabilno fiziološko stanje v organizmu. To ne gre v anaerobno obremenitev, to je še vedno aerobna, vendar ni več čista. Če bi hotel zakomplicirati, bi rekel, to je trening, ki je najboljši celo za porabljanje laktata. Da jaz tisto, kar ustvarjam kot produkt v nekem metabolizmu, znam tudi dobro porabiti. Ampak to bi bilo prehuda in nimamo časa to razlagati. In tle so lahko različni poligoni. Na igrišču
Mi smo to simulirali v dvorani celo. Ne? Vidite, celo in smo merili fiziološke parametre. Ena od punc je tekla z aparaturo za merjenje porabe kisika. In smo točno po kisiku, po laktatu, ker smo vse to merili, točno to lahko dosegli. To, kar smo hoteli. Tako stopno napora, število ponovitev je bilo 20 sekund obremenitve, 20 sekund odmora. Ponavljali so to oni 15krat, ker čeprav so to usmerjevalci nogometa in so nogometaši, smo delali, ampak gibanja so bila pa taka, da smo v čim večji meri simulirali nogometno dejavnost. Ne tekaško. Tek je bil samo za odmor. Sam tek. Različni poligoni, različne kombinacije, vaši trenerji oziroma vi to natančno obrnili. Lahko je seveda tudi zunaj in seveda tudi žogo. Tudi žogo. Tudi mi smo naredili trening not, potem smo tudi naredili trening zunaj, v nekem poligonu z neko tehnično-taktičnimi variantami, ampak spremljali smo napor. In smo lahko dosegli tudi stopnjo napora, ki je tudi z vidika razvoja vzdržljivosti bil ustrezen. In to je bistvo. Ta visoka intenzivnost nad to pa zdaj že ni več hec iz vidika prenašanja napora. Vse te napori, tudi če je ta še visoko aerobni, značilnost tega, nam zdaj biološke učinke kazal, ampak te so pa nekoliko daljše obremenitve, lahko so 2, 3, tudi morda do 4 minute, ampak na maksimalnem naporu. Takih situacij v nogometu ni veliko. Ampak ste videli, tiste špičke tudi v to posegajo. Ampak delamo to tudi iz tega vidika, da pravzaprav celo aerobiko, da učinkovitost moj VO2 max dvignem na višji nivo. Jaz, če želim nek parameter vzdržljivosti dvigati, moram seveda tisto intenzivnost vaditi. Najbolj učinkovit trening je specialen trening. Ne, da nekaj delam na povsem nižji nivoju, ali če delam intenzivno, pa hočem parameter, recimo laktatni ali pa anaerobni prah dvigati. Ga ne bom, oziroma ga bom do neke določene mere. Ampak najbolj učinkovito sredstvo je vedno tisto, ki je specialno na tisti intenzivnosti, kjer je ta parameter, ki ga jaz želim dvigati. In če želim dvigati maksimalno porabo kisika, potem je zakonitost dela na maksimalnem, od 95 do 100, se pravi na full, postajam kisu, težko je, obremenitev je, ni samo 20 sekund, je 2 minuti, je 3 minute, tudi odmor mora biti dovolj dolg, da se jaz spočijem, da bom lahko to naredil še 3krat, 4krat, 5krat, morda 6krat. Ker če ga jaz zabijem s kratkim odmorom, on ne bo prišel do 90% svojega napora v drugi, tretji, četrti ponovitvi. In potem nismo razvijali te cone, ki najbolj prispeva k moji porabi kisika. In z tega vidika je seveda oblika spet lahko neatletska, neatletske, tle ni več atletskih. Atletske vsebine so morda samo pri dolgotrajnem teku. So lahko tudi samo, tako kot pri atletih, mi lahko tudi nogomet kdaj igramo. In tako tudi nogometaši kdaj, morda atletski trening zaradi, da ni skozi isto, zaradi motivacijskega vidika, zaradi raznovrstnosti vadbe, ne pa z vidika učinkovitosti. Z atletsko vadbo vi te specialnih vzdržljivosti dvignili na najvišji nivo, oziroma dvignili jih boste fiziološke, ampak žogo in zgibanji bodo pa slabi. Če on samo teku, se ne bo hitro pobral na tekmi, ne bo dober padel, ne bo dober skočil. Vi pa to rabite, vi ne rabite tekača, da v Cooperjev test naredil boljši. Čeprav je dober, če ga naredi, ste videli, da ne bomo imeli 52, ampak da bomo prišli na 60 porabe kisika. Ne? In tako je to lahko zunaj, lahko je not, lahko so spet različne. Mi imamo veliko filmov, sam vedel sem, itak imamo čas tako sila omejen, ampak čist dost za danes, ker če dolg čas rata, pol je hudo spremljati nekaj, ker moraš trpeti dalj časa, tako kot pri vzdržljivosti, zaradi tega je boljše, da je kratko, pa mine. Skratka, različne oblike. Spet vedeti moram, koliko dolge, koliko intenzivne stvari.
in na kakšen način jih bom speljal. Kako mi jaz nogometno motoriko, žogo ali brez vključil v to gibanje. Sila preprosto. No in potem imamo še vijoličasto cono. Ta vijoličasta cona v nogometu je malkrat prisotna. Kdaj se zgodi visoka zakisnost igralca? Kadar mora več sprintov zaporedoma narediti, kadar ni časa počivati. Če narediš 4-5 sprinte, pa tudi če so dolgi, morda samo 20-30 metrov, in če ni odmora, oziroma je zelo kratek odmor, samo po kakšno sekundo, da kad pride v neko stanje zakisenosti. In da to stanje lažje prenaša, ne da mu noge odpovedo in ga odreže in se potem 15 minut, še dobro, da je vmes polčas, da pride k sebi, ampak da se hitrejš adaptira in nam rekel regenerira, ker za regeneracijo smo rekli, je aeroben trening, ampak ta anaeroben trening je, da zgubi občutek težavnosti tega napora. Da ga ne pečejo noge toliko, da niso toliko strašno težke. Skratka, to je trening, ki navaja človeka na to, da je kisla kumarica. Kisla kumarica je težko, gre na bruhanje, če bi rekel po atletsko, plavalno, je tisto na koncu, ko ti mrak na oči pade, in moraš še vedno do cilja prideti. Ne? To morda v nogometu nikoli ni, ampak določene situacije pa prihajajo blizu tega. In da se na to adaptiram, moram seveda tudi določene treninge imeti v tem smislu. Mi ločimo tle in kapaciteto in moč, ne bomo o tem. Lahko je igralna, lahko je neigralna situacija. Se ponavljam, pa se ne bi rad, zaradi tega bom kar preskočil in bomo zaključili. Povzel to, rekel sem, želim vam nekaj sporočiti, kar se tiče izboljšanja vzdržljivosti, vas prepričati, da je to dobro za povečanje učinkovitosti igre in da je seveda na koncev verjetno zelo res tisto, kar je zgoraj napisan. Malenkosti odločajo. Odločajo malenkosti, tako kot v življenju nasploh. Ne neke generalne. In z tega vidika seveda tudi vzdržljivost ne moramo smatrati kot nekaj, kar je to, da tečemo ali malo hitreje, ali malo počasneje, saj na vse zadnje, če eno in drugo delam, bom itak vse zadev. Ne? To je ravno tako, kot streljati potem na tarčo, kjer tarča vse. Z tega vidika pravim, malenkosti so v izboljšanju teh, da mi ciljno ravnamo, ne? Da ciljno poskušamo ravnati. Torej, izbrati ustrezno intenzivnost, izbrati dolžino tega intervala, obliko prilagoditi potrebam, trenutnemu stanju pripravljenosti, fazi priprave, ali gre za zgodno pripravljalno obdobje, ali gre pač za že vzdrževanje aktivnosti med tekmovalnim sistemom, se pravi med tednom od tekme do tekme in tako naprej. Torej, dominantna je gotovo nogometna vsebina. Vse to, vso atletsko spoznanje ali pa splošno fiziološko biokemijska spoznanja vi lahko prenesete v nogomet. Še celo mislim, da bi to bilo iz motivacijskega vidika, morda celo drugih športnikov to pomembno. Včasih pravim, da ne razvijamo skozi na isti način stvari. To nujno sodelovanje glavnega in kondicijskega trenerja sem že omenjal. Ne? Tukaj mora biti neka kompatibilnost, razumevanje in rekel sem, veliko je kondicijskih trenerjev, jaz delam pravzaprav vsak dan s temi potencialnimi kandidati za delo tudi v vaših sredinah in jih seveda poskušam uvajati v to, da se more pravzaprav nogometno izobraziti. Tudi. Zaradi tega imajo tudi na vse zadnje tak študij, da tudi nogomet spoznajo, recimo te, ki so potem lahko kondicijski trenerji, recimo zdajšnji kineziologi, imajo manj športov, nimajo vse trenerji ravno tako, ampak pa trenerji nogometa itak nogomet imajo, ampak pravim tudi iz drugih področij, tako da je lahko kompatibilen. Ideja, ki je bila
gospod Elzner, sva se pogovarjala, ne? To, da bi nekako poskušali naše te kondicijske trenerje poskušali educirati v nogometu. To je za vas, garantiram, bom rekel, za nekaj procentov boljše delo, pa morda še nisem bil bolj skromen. Ne, ni še. Malce kasneje sem začel, oziroma precej kasneje. Tako da imam pravico verjetno vsaj dokončati. Torej, trening naj temelji na teh fizioloških parametrih. In te kondicijski trenerji in seveda tudi glavni trenerji je fajn, če to poznamo. Kako to funkcionira, kako to je. In zaradi tega seveda danes imamo na voljo tehnologijo. Videli ste tam na slikah, ne da bomo z maskami trenirali, morda tudi kdaj, da se prepričamo, ali delam točno to, kar si želim, ampak gotovo pa mi lahko z pulzmetri in z eno aparaturo pokrijemo pregled nad celim moštvom, nad 20 igralcev hkrati. Polar Team je sistem, ki lahko skratka meri 20 ljudi naenkrat. Da imate trenerji, kondicijski trenerji, laktometre, mora biti zakon. Jaz moram pomeriti. Če nič ne merim, nič ne vem. Ker potem lahko specifično in ciljno delujem. Ne na približno. Čeprav se pa morda v igri, sej se nič ne vidi, če ta mal, ampak na koncev se vidi. Mi teh 52, vi imate blazno rezervo. 52 ml dvigante na 60 poprečje. Boste prodali bistveno več igralcev. In to je morda leto, 2 leti dela, ne več. Morda je pri komu samo pol leta dela. Z tega vidika pravim, ampak ciljno, usmerjeno, s tehnologijo in znanjem jasno. Morda je bil to en kratek uvod v vzdržljivost. Ne v trening. Tudi rezultata zaradi višje vzdržljivosti. Ni nujno, da boste zboljšali tekmo, zmagali. Ampak je velika verjetnost, da bo preskok tudi v rezultatu. Ni pa vedno. Ker ni samo tega odvisen. To je en majhen segment. In jaz v tem majhnem segmentu sem poskušal samo uvod narediti, da bi se lahko sploh razumeli, o čem se pogovarjamo. Bistvena vprašanja so tole, kako potem to načrtovati, kako to zaporedno postaviti, kdaj kaj izvajati in tako naprej, kako vsebine med sabo povezati. To je pa seveda zgodba za naslednjič. Hvala lepa.